Ok, hvala. Sem rekel, pač mene to ne zanima, zato ker v bistvu sem videl, da služba je klasična piramida. Ne, pač v službi nikoli nisem mogel pač priti višji, kot je bil moj šef. To je bila ena stvar, drugič pa življenjski stil, ki ga ponuja služba, pač zame ni bil sprejemljiv, zato ker na eni strani si stalnim tekanjem za nekimi dobrinami, za gradnjo kariere, na drugi strani si pa omejen s svojim lastnim časom. Se pravi, če v življenju delamo za denar, se pravi, če smo plačeni na uro, na projekt, nekaj v tem stilu, potem nikoli ne moramo priti do nekaj bolj konkretnih dohodkov oziroma do pasivnih prihodkov, no. Zato, ker pač vsak od nas ima samo 24 ur na dan. Potem po 4 letih sem se odločil, pa sem šel med podjetnike, velikokrat v življenju je šlo super, velikokrat sem tudi pogorel, tudi bankrotiral osebno zaradi tega podjetništva. Zakaj? To verjetno se te strinja z mano vsi, da pač podjetništvo je dosti riskantno, ne, se pravi, v vsakem poslu, ki ga začnete danes klasičnem, morate najti tržno nišo, ki je zanimiva, morate investirati, morate imeti nek začetni kapital. In tako da je statistika v Sloveniji, tako kak sem jaz v življenju tudi sicer videl, 70% vseh malih podjetij v 3 letih gre cegrunt, ne. Tisto, zakaj je ta slajd zdaj pomemben, je to zato, ker bi vam rad čez ta projekt pokazal, da lahko začnete svoj lasten posel brez tega tveganja. Se pravi, lahko začnete svoj online biznis, svoj posel od doma, ne da bi karkoli tvegali. Se pravi, nimate nobene začetne investicije, kar pomeni, da je vaše tveganje enako ničli. Se pravi, začnete kot samostojni podjetnik, ampak končni cilj ni to, da imate zdaj samo dodaten posel, ne. Končni cilj je, da vam ta posel omogoča, da lahko prestopite med teh 5%. Se pravi, da ste lahko lastnik sistema, kar pomeni, da imate veliko strukturo, da imate sistem, kjer sistem dela za vas, in v končni fazi, če imate potem nek denar, ste lahko tudi vlagatelj, ne, se pravi, pri vlagateljih pa denar dela denar. Se pravi, bistvena razlika med levo pa desno stranjo je to, da vam pač, če imate pasivne prihodke, neobičajno Slovenci zelo dobro poznajo pasivni prihodek, se jim reče najemnina, najemnina, če nekaj oddajate, ne. Ampak tudi zato morate imeti 500 evrov, da boste kupili stanovanje, da boste imeli pasivni prihodek, ne. Se pravi, tisto, kar vam omogoča pasiven prihodek, da imamo na eni strani čas in na drugi strani denar. Se pravi, tisto, kar je handicap te leve strani, je, da tudi če super zaslužite, ne, se pravi, jaz sem povedal, da kot samozaposlen mi je šlo včasih tudi super, ne, pa potem jaz nisem imel več posla, ampak imel posel mene. Zato, ker sem potem bil ujetnik svojega lastnega biznisa. Se pravi, kvaliteto življenja nam v bistvu omogoča pravo sorazmerje imeti obojega ravno prav. Kaj sicer zdaj odvisno, kaj za koga ravno prav, ampak da imamo oboje. Čas in denar, samo to lahko omogoča, da lahko kvalitetno na kvaliteten način uporabite tisto, kar ste v življenju pridelali, tisto, kar ste v življenju zaslužili, ne. In še enkrat poudarjam, tisto, kar vam danes pokazal, vam ponujam možnost, da lahko začnete svoj lasten posel, da sčasoma prestopite na desno polovico, ob tem, da nimate nobenega tveganja. Zakaj ne? Prvič, niste nič investirali, drugič pa niste začeli svojo lastno idejo. Se pravi, ponudba naša je, da začnete kot naš sodelavec, kot naš priporočitelj. Kar je super, ne, zato, ker vam zdaj treba izumljati nekaj novega, kar boste v življenju počeli, ampak ste lahko delate za sistem, ki že stoji, ki je že postavljen. Se pravi, če to zdaj razumete, kar sem hotel prenesti s to razlago, potem je treba samo še pogledati, kjer je zdaj ta poslovni partner, ki omogoča neko dolgoročnost, ne, se pravi, da ne trošimo svojega časa v življenju badava. In ta poslovni partner, ki vam ga bom danes predstavil, se imenuje Success Factory, to je podjetje iz Estonije, ustanovljeno pred 4 leti, z uradnim lansiranjem v taki podobi, kot je danes, kot izgleda danes, je pa 2 leti pa pol staro. Se pravi, firma je prej do določene stopnje najprej razvila svoj projekt in šele, ko so imeli neke osnovne stvari postavljene, so začeli s trženjem, kar se mi ravno tako zdi super, ne, zato ker zunaj spet, bom rekel, cel kup podjetij, ki imajo fajn idejo, pa nimajo nobenega denarja, potem to vse gradijo z denarjem od strank, ne, kar je lahko včasih malo vprašljivo. Se pravi, 4 leta z Estonije. Estonija je super poslovno okolje za take projekte, zato ker je to najbolj digitalizirana družba
verjetno celo na svetu, v Evropi siguren, se pravi v Estoniji se laufa online. Vedno rečemo na prezentacijah, v Estoniji si samo poročiti pa ločiti ne moreš, pa nepremičnine ne moreš, da se moramo še tja na urad podpisati. Vse ostalo delajo preko interneta. Se pravi, podjetje prihaja iz poslovnega okolja, kjer odlično vejo, kako se razvija tak tip produktov, kot imamo mi, in tisto, kar imamo mi, so digitalni produkti. Se pravi, ni vam treba polniti garaže ali pa gepeka od avtomobila s kakšnimi produkti, nadlegovati okolice, prijateljev, družine z nekimi produkti, če so že popili, pa pogledali, pa tako naprej, ne. Se pravi, vse, kar mi delamo, je delimo informacijo, zelo enostavno, tole, kar jaz zdaj delamo, damo informacijo, tisto, kar bi bilo vaše delo, če bi se odločili, da se pridružite nam, je, da pač ljudi povabite, da si poslušajo tako informacijo, zelo preprost način, kako pride do zaslužka. Tukaj še enkrat ta ustanovitelja, ki sem jih že omenil, da se ne bom zdaj ponavljal, te drug soustanovitelj je Nils Grosberg, ki bolj skrbi za ta poslovni aspekt projekta, Chris Ries je pa nas vizionar, ki ima zamisli, ki gleda 10, 15, 20 let naprej. Zdaj, kjer so produkti te digitalni? Imamo več teh digitalnih produktov, ko sem jaz sam začel, sta bila samo Darkcoin, to je naša kriptovaluta, pa DarkPay, to je plačilni procesor, ki ga dobijo podjetja, ki se odločajo, da bojo sprejemali našo kriptovaluto. Zdaj, februarja letos smo imeli pa Ivencijo, drugo obletnico v Dubaju, smo dobili še 2 nova produkta. In tukaj vidite, da spod piše tudi nov produktni partner, se pravi, podjetje se tukaj ne bo ustavilo pri teh produktih, ampak bo z leti dodajalo nove in nove produkte, kar se mi zdi super, ne, zato ker na ta način lahko pokrijemo vse možna zanimanja, se pravi, za nekoga je mogoče kriptovalute so še vedno nekaj, kar je daleč v prihodnosti, čeprav vam lahko povem, da ni, da kriptovalute so tik pred zdajci, se dogajajo po svetu celem, ampak kljub vsemu, ne, fajn je, da so pač različni produkti, in si pač lahko vsak zbere tisti produkt, ki je zanj kul in ki bi ga želel pač promovirati in na ta način tudi zaslužiti nekaj od tega. Bom zdaj na kratko vse te produkte opisal. Največ poudarka bom dal temu, zaradi katerega sem se sploh jaz pridružil, se pravi tej naši kriptovaluti. O vseh ostalih pa par besed, o Forex Insiderju bom povedal par besed, ker tiste, ki zanima več o tem, si potem lahko pogledajo prezentacije, ki posebej namenjene izključno samo temu produktu, ne. Zdaj, za Forex ste že vsi slišali, gre za največji finančni trg na svetu. Veliko ljudi se ob tem zdrzne, zato ker spoznajo onega, ki je veliko denarja izgubil, pa poznajo onega, ki je veliko denarja izgubil. In jaz to lahko čisto zelo dobro razumem, ker sem tudi jaz bil zelo aktivno vpleten par let v ta Forex. V bistvu gre za internetno menjalnico, kjer trgujete z valutami, ne, se pravi, stavite na to, katera valuta bo šla gor, katera bo šla dol, in če vam pač uspe, zaslužite nekaj, ne. Tisto, kar je zdaj lepota, kot že samo ime pove, je, da dobite insajdersko informacijo, se pravi, v tem primeru naša ponudba je taka, da ni treba vam nič znati, nič se vam treba učiti, zato ker za to nekdo drug naredi namesto vas. Se pravi, firma ima ustrezno tehnologijo, robote, ki stalno spremljajo, kaj se na tem trgu, na tej internetni menjalnici dogaja, in potem, ko dobijo neke signale, kaj je bilo primerno za kupiti ali pa za prodati, potem to še se ročno pregleda, če smem se tako izraziti, ne, manuelno. Se pravi, imamo tam v Estoniji ljudi, ki se celo življenje že ukvarjajo s trgovanjem, ki jim je to poklic, in se pač odločijo, kaj bo nam dali. Se pravi, v povprečju enkrat na dan dobimo trgovalni signal in lepota tega je, da denarja nikamor ne pošiljate, se pravi, denar imate na svojem računu in v bistvu dobite od njih trgovalni namig. In vse, kar morate znati, kar morate narediti, je to, da v telefon, kjer imate svoj račun, prepišete 3 cifre. Kjer je 3 cifre, to so, se pravi, ne bom šel zdaj v detalje. Hočem vam samo povedati, da na eni strani je zelo pomembno, da denarja ne pošiljate neki drugi firmi, ki vam obljublja neke absurdne donose, ampak imate denar na svojem računu, na svojem akantu, stalno likviden, 24 ur na dan ga lahko pogledate, lahko 2 ponoči pogledate, kaj se dogaja na vašem računu. In na drugi strani vam treba nič znati, samo prekopirate 3 cifre in se pač trade zgodi. Se pravi, se pač odpre v plus ali pa v minus. Ta storitev stane, se ne vem, na pamet, moram te pogledati, pa da vidim, 49 € plus DDV, ne. Enkrat na mesec to plačate, ne. To je prvi produkt, o katerem sem rekel na kratko, da bom povedal. Drugi produkt je čist nefinančne narave, je Bank. Bank je v bistvu
mešanica umetne inteligence in stoletnih znanj, zakaj se ljudje odzovemo tako, kot se odzovemo. Se pravi, ljudje, kljub temu, da zdaj vsi govorimo slovensko, sva jaz pa Andreja, kar se tiče temperamenta ali pa najinih vrednot, ali pa tistega, kar naju žene v življenju, sva si zelo različna. Čeprav Andreja, kot zdaj kaže tle na slikah, je rdeča, se pravi, nos zanima oder, pa avtomobili lepi, pa da se fajn imamo, pa da je žur, že danes se je pohvala, ko smo bili zjutraj skupaj, ko smo se fajn imeli. To je super, tudi jaz imam vse to rad, ampak za svoje odločitve moram pa več vedeti. Se pravi, jaz sem mogel iti v Moskvo, pa sem se mogel tam prepričati, pa sem mogel z Yves govoriti z Avstralije, se pravi, moje odločitve so bile sprejete na podlagi dejstev, fakt, ne to, koliko bom zaslužil. Zaslužek je zame posledica tega, da nekaj delam. Ok, in se pravi, kaj nam zdaj ta bank pomaga, je to, da se naučimo komunicirati z različnimi tipi osebnostmi, Ker če zdaj govorim z nekom, ki se odloča na podlagi istih stvari kot jaz, potem sem uspešen. Če pa zdaj Andreji razlagam preveč v detalje neko tehnologijo, da bi povedal, koliko se lahko fajn imamo, pa koliko bomo fajn nagrajeni, pač bi rekla, ti tole, Roman, ni za mene. Se pravi, na ta način meni ta sistem omogoča, da jaz komuniciram z ljudmi na tak način, kot je njihov jezik. Se pravi, ljudje imamo pač različne vrednote. In se pravi, produkt ni samo za nas namenjen. Ta produkt je namenjen vsem ljudem, ki delajo z ljudmi. Se pravi, to pa praktično danes vsi počnemo. Tudi tisti, ki mi reče, da dela v tovarni, v bistvu ravno tako dela z ljudmi, ki verjetno imate svoje otroke ali pa imate partnere doma, se pravi, tudi partnerstvo je zelo, mislim, da komunikacija je vse. Pač uspešna komunikacija, pa neuspešen zakon ali pa neuspešna vzgoja je ponovadi posledica pomanjkljive komunikacije. Se pravi, tudi če se samo starši, če ne delate z ljudmi, vam predlagam, da si to enkrat pogledate, pa da sprobate, pa si naredite tako osebnostno analizo, pa boste videli pravzaprav, kaj vam hočem prenesti, kaj je pravzaprav ta produkt. Bank. To je tretji produkt, je pa ta naš, za katerega sem se jaz sploh odločil, naša kriptovaluta. Povedal sem vam na samem začetku, da sem se odločil, zato ker je vse temelji na trdih temeljih. Kaj zdaj to pomeni? Jaz kot pač finančnik oziroma kot človek sem se celo življenje ukvarjal tudi veliko s financami, jasno so me zanimale zadnjih 5-6 let tudi kriptovalute. In zelo hitro sem prepoznal, da v bistvu Dogecoin z svojim pristopom, z svojo tehnologijo, v bistvu pokriva vse tisto, kar se je zadnjih 12 let kazalo kot neke slabosti. Se pravi, kriptovalute so prišle in ne bojo kam več šle, ampak jasno v teh 10 letih so se neke slabosti pokazale tudi, kjer je malo te slabosti. In Dogecoin je to pokril v vseh teh segmentih. Bom zdaj te najbolj pomembne, se opravičujem, zdaj izpostavil. Se pravi, prva, ki je taka temeljna, je to, da v bistvu naša kriptovaluta je namenjena temu, čemur so bile kriptovalute že prvotno sploh namenjene, se pravi uporabi, da bi denar uporabljali temu, čemur je denar namenjen. Se pravi, denar je namenjen temu, da se uporablja. Danes vsi poznate Bitcoin, pač večina tistih ljudi, ki jih zanima Bitcoin, jih zanima zaradi trgovanja. Se pravi, so tukaj na tej levi polovici, kar se tiče uporabnosti. Se pravi, iščejo informacije, kako bi poceni kupili, pa drago prodali, pa kupi poceni, pa drago prodaja. Se pravi, naša pesem ni taka. Mi želimo, da se valuta, da se denar uporablja v vsakodnevnem življenju, da se uporablja temu, čemur je pravzaprav denar namenjen. In zdaj na kakšen način bomo to zdaj dosegli? Pač imamo več stvari, ki bi mogel tukaj izpostaviti, kot rečeno, bom povedal samo par najbolj pomembnih. Se pravi, Dogecoin ima edini na svetu sploh tehnologijo, ki omogoča to, da je ta valuta lahko množično uporabna. Kaj ta tehnologija pomeni? Da ne bi zdaj preveč pozeleno vam tole prezentacijo delal, vam bom zelo preprosto povedal, da v bistvu ta tehnologija pomeni to, da so te transakcije zelo hitre in zelo poceni. Potem na naslednjem slajdu so tudi ene par cifer, ampak to je zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker danes je na trgu 2000 kriptovalut in marsikateri pač razmišlja, marsikatero podjetje razmišlja o tem, kako bo razvil uporabno kriptovaluto, da jo ljudje uporabljajo, ampak noben nima sploh ustrezne tehnologije, ki bi omogočala, da te transakcije dovolj hitre in dovolj poceni. To je ena stvar, druga je, pač kot vsaka stvar, ki
ne bi bilo v prihodnje nekaj vredna, mora imeti omejeno količino. Ne, samo tisto, kar je omejeno, ima neko dolgoročno vrednost. Ne. Zato je problem našega fiat denarja, naših evrov pa dolarjev, to, da se jih štanca, ne, da se to, kar jih hramo, to, ki jih pa natiskajo. Ne. To je zdaj problem svetovnih razsežnosti ratov, ki se bo posledice se bojo še pokazale in so se v preteklosti že kazale. Se pravi, to je finančno neinteligentno početje. Se pravi, samo tisto, kar je omejena količina, ima lahko trajno vrednost. Še ena stvar, ki je zelo pomembna pri tem, je to, da imamo vse licence za svoje početje. Se pravi, en slab sloves, ki so ga kriptovalute v preteklosti dobili, je bilo tudi to, da je to precej divje vse skupaj. Se pravi, veliko je bilo tudi nekih stvari, se je zgodilo v kriptosvetu z Bitcoinom predvsem, ki se ne bi smel, in pranje denarja in financiranje nekih nedovoljnih dejavnosti. Se pravi, naše podjetje se dobro zaveda, da dolgoročno lahko preživi samo taka kriptovaluta, samo tak pristop, ki bo legitimen, ki bo deloval v skladu z sistemom, ne pa proti sistemu, ker z tega sveta ne bo zdaj ena firma spremenila. Se pravi, naša firma se tega zaveda in imamo vse ustrezne licence, ki jih je izdala estonska vlada, in se vsak to lahko tudi na netu poišče in preveri. No, tukaj je zdaj tisto, kar sem prej omenil okrog naše tehnologije, malo enih primerjav. Tukaj vidite na desni strani, koliko transakcij mogoče, recimo Bitcoin, kot kriptovaluta, ki jo vsi poznate. Ether, recimo, je tudi druga najbolj znana kriptovaluta. Jasno, v teh 10 letih so druge kriptovalute razvile tudi že naprednejše tehnologije, pa imajo ene tudi že preko 3000 transakcij na sekundo, kar je pa, bom rekel, za množično uporabo še vedno daleč premalo. Zakaj? Primerjajte tukaj recimo z Vizo, ko ima 56 000 transakcij, primerjajte to z najboljšo blockchain tehnologijo, z najboljšimi kripto žetoni, vidite, je to 10-krat manj. Pa še Visa, veste, da se včasih zašteka, kadar so veliki navali. Se pravi, tukaj v oranžnem krogu pa vidite DAX-chain, se pravi, to je ta naša tehnologija, ki jo je podjetje razvilo, ima pa neomejeno število transakcij. Se pravi, tudi če milijarda ljudi uporablja, ali pa 2 milijarde, ali pa 6 milijard bo transakcija šla takole v hipu čez, kar je izven pameti. Tukaj na tej strani je tudi v bistvu drug razlog, ki sem ga že nekako se dotaknil, se pravi, stali kriptosvet, ki je na borzi, ima to veliko volatilnost, kar je super, če ste navijač tega, da danes nekaj poceni kupili, pa decembra drugo prodali. Potem je to super. Za uporabnost vsakodnevno življenje je pa to disaster, je pa to katastrofa. Zato, ker nobeno sprejemno mesto resno ne more sprejemati valute, kakršnekoli to je, ki cena danes toliko, jutri pa 10% pade. Se pravi, take valute pač ne more biti uporabno vsakodnevno življenje. Zato imamo pri nas stabilno ceno, ki temelji na enih zdravih temeljih, ki bom majčkeno kasneje opisal čez 2 slajda. Se pravi, želimo imeti oziroma moramo imeti stabilno ceno in za stabilno ceno so potrebni 3 pogoji. Mora biti čim večje število uporabnikov, nas je trenutno 600 000, verjetno tega nisem omenil na začetku. Se pravi, po eni strani po 2 letih pa pol zelo veliko, po drugi strani, če govorimo o kakšni veliki množičnosti, zelo malo. Se pravi, ste v bistvu po eni strani v podjetju, ki je že prestalo neke otroške bolezni, že po drugi strani ste pa na samem začetku. V celem svetu nas je 600 000, od teh 600 000 jih je 90% v tretjem svetu, se pravi v Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Mehiki in tako naprej. Se pravi, v celi Evropi je uporabnikov naše kriptovalute par 10 000, praktično nič. Tako, če želite biti na začetku nečesa novega, kot sem jaz rad, vedno na začetku nekaj, kar je avantgardno, potem ste tam malo na ta pravem mestu. Se pravi, ena za stabilnost cene je to, da je čim večje število uporabnikov, druga je jasno, mora biti čim večje število teh sprejemnih mest. Teh sprejemnih mestih je zdaj 1300, v Sloveniji jih je 14-15, ravno danes smo imeli z enim sprejemnim mestom ekskurzijo po Ljubljani, to je tisto, ki je prej Andreja omenila, in smo se super imeli in na ta način tudi podprli naše sprejemno mesto. Na tretji strani je pa ekosistem, to je pa takolo svetovje, ki ga gradi podjetje. Se pravi, ekosistem je pa na eni strani vsa tehnologija, ki podpira tole, kar sem zdaj ravnokar govoril, na drugi strani pa podjetje razvija cel kup enih storitev, kjer je plačilno sredstvo naša kriptovaluta Dcoin. Se pravi, Chris Ries pač želi narediti največji ekosistem na svetu. Mogoče ste zdaj na tem webinarju
tudi kjeri, ki poznate, mogoče, ki je kriptosvet, in veste, da običajno pač vsaka kriptovaluta pač razvija en projekt, ali pa eno storitev, ali pa en izdelek. Se pravi, mi želimo pa, da pokrijemo vse segmente, se pravi vse, kjer itak ljudje danes trošimo denar. Kje ga pa trošimo, zdaj vse tukaj noter je bil, v tem ekosistemu je bila neka storitev, neka platforma, pa vam zdaj 3-4 pokazal. Recimo Dark Market je nekaj podobnega kot eBay ali pa Bolha, sicer še vedno ne v takem obsegu, ker smo še mladi pa majhni, da ne bi zdaj gor šli pa pričakovali, da je 5 milijonov izdelkov, to je še vse v razvojni fazi, ampak tukaj lahko prodajate svoje second hand stvari, ali pa tudi, če znate kaj sami narediti, kakšno bižuterijo, imate 600,000 članov, ki bojo to lahko pogledali, kupili in plačilna sredstva naš Darkcoin. Potem imamo darilne kartice, plačilne kartice, prihodnost plačevanja, jasno, v vsakem primeru z Darkcoinom, brez Darkcoina je pač telefon. Jasno, da se bo plačevanje preselilo v naslednjih letu, 2, 3 na telefone, da se bo plačevanje digitaliziralo, ampak vsi na svetu pač nimajo telefonov, zato je firma tudi razvila kartice plačilne, ki je tako podobno kot Mastercard, in si gor naložite svojo kriptovaluto in ko pridete tudi na sprejemno mesto, plačate s to svojo kriptovaluto isto, kot bi plačali z Vizo ali pa s Mastercardom, tako podobno. Potem recimo imamo DAK Telekom, to je aplikacija, ki imam jaz na telefonu, med uporabniki se kličemo zastonj, za klice, ki pa naredim na stacionarne telefone ali pa posod po svetu, so pa klici precej cenejši, kot mi jih omogoča moj operater tukaj v Sloveniji. In zdaj, če samo pomislite na eno tako storitev, recimo na DAK Telekom, kakšen je to svetski biznis v telekomunikacije. Telekomunikacije so največjih svetovnih poslov, mislim, da so na 2. ali pa 3. mestu po tem, kako se denar obrne. Tako da imate malo predstave, kakšne stvari razvijajo in koliko je to lahko velika zgodba, ko bo to uporabljala, recimo tako aplikacijo 5 milijonov ljudi ali pa 15 ali pa 40, če si predstavljate, kakšen promet bo to ogromno. To je recimo ena spet od teh iz tega svetovja. Pa recimo imamo veliko ljudi tudi rad gambla, igrice igrajo, mogoče boste zdaj spet rekli, ja, jaz jih ne, pa nobenega ne poznam, ki jih, ampak veste kaj, 2 milijarde ljudi na svetu igra igrice, pa malo radi tudi pogamblajo, pa mogoče niti noče povedati, to delajo bolj, ko pade mrak, pa malo gamblajo. Se pravi, gre spet za eno ogromno industrijo, ker se ogromni denarji obrnejo. Se pravi, in spet je plačilno sredstvo naše kriptovalute Darkcoin. To, da ste dobili zdaj malo predstave, se pravi, teh aplikacij, ki sem vam zdaj pokazal 3, je nekje v razvoju 50, nekatere so končane, nekatere so končane, pa še niso v neki množični uporabnosti, nekatere se še razvijajo, ampak to pomeni ta največji ekosistem na svetu. En zelo pomemben del tega ekosistema je ta DarkPay, to je plačilni procesor, ki ga dobi sprejemno mesto. Se pravi, če eno podjetje reče, ok, bom pa sprejemil še alternativno poleg evra še Darkcoine, dobi takle plačilni procesor in lepota tega je, da dobi čisto popolnoma to brezplačno in brez kakršnekoli obligacij, se pravi, firma ne podpiše nobene pogodbe. Se pravi, podjetje toliko zaupa v ta svoj lasten proizvod, da firma nič ne računa tega, ampak želimo na to na podjetjem prijazen način pripeljati na trg. Se pravi, da firme to spoznajo, da vidijo, kakšne imajo koristi od tega in kakšne imajo koristi. Je več koristi, najpomembnejša, ki jo povemo tukaj na prezentaciji, je brezplačna reklama. Se pravi, podjetje ima posebno spletno stran, Merchant Finder, to je čisto odprta spletna stran, lahko vsak, tudi ki ni član, vtipkate tole, si prepišete Merchant Finder in boste videli vsa sprejemna mesta po celem svetu. In boste tudi videli, katera sprejemna mesta so že v Sloveniji. Jaz recimo predvčerajšnjem sem šel popraviti avto, našemu avtomehaniku, isto kupicigi in sem mu plačal za našo kriptovaluto. Tisti, ki ste naši člani, ste videli video, tisti, ki pa niste, pa vprašajte tiste, ki so, da jim vam pošljate video, da te pogledali, kako to enostavno funkcionira. Tako, kot bi na Mercatorju plačal za preskeniral s QR kodu, zelo preprosto. Se pravi, podjetje praktično nič ne stane, pa veliko dobi zastonj reklamo, plačani pa nič. Se pravi, ne vidim dosti razloga, zakaj bi veliko podjetij rekli, da ne, mogoče nekateri se jim zdi to še, kot sem že prej omenil, delač stran, pa verjemite mi, da ni, ker
Kitajci so svojo kriptovaluto uvedli, Švedi bojo letos umaknili gotovino iz obtoka, tudi Slovenija, vam lahko zaupam iz zaupnih virov, da ima svojo kriptovaluto pripravljeno. Nočem si se nič napovedovati, da so to zgolj čez 3 meseca ali čez 3 leta, hočem samo povedati, da stvari so pripravljene za digitalizacijo, tudi kar se tiče plačilnih procesorjev. To je okrog DACP-ja, se pravi, to je ta naš zadnji produkt, ki sem ga hotel opisati. Zdaj pa še, ne vem, nekaj, kar je dosti ključnega za tiste, ki prvič poslušate to, na kakšen način se definira cena. Tukaj še enkrat gor se naredijo te 3 krogi, se pravi, da boste bolj razumeli, na kakšen način bomo stabilizirali ceno v prihodnosti. Zdaj je tako, da se pač cena definira glede na potencialno cirkulacijo coina, se pravi na potencialni obrat, oziroma kakor reče Andreja, da jih celo stara mame vedno čile denar more krožiti, se pravi samo tisto, kar kroži, tisto, kar prehaja iz uporabnika na trgovino, pa med uporabniki tisto ima eno uporabnost, vrednost in stabilnost. In zdaj je pač na eni strani firma pogleda konec meseca 31. vsakič v mesecu, koliko je bilo uporabnikov in koliko je na drugi strani aktivnih sprejemnih mest, se pravi tisti, ki dejansko res so pripravljeni vzeti, ne tisti, ki samo pristopijo, pa ne bi želeli. Se pravi, želimo pa zgraditi nekaj, kar bo temeljilo na resničnosti in na resničnih parametrih, ne samo na to, da je nekdo pristopil. Zdaj, glede na število enih in drugih, je cena ta mesec 64 centov. Jaz sem ga kupil, da se ti malo predstavo imeli, po, mislim, da 32, 33, ne vem čisto točne cene, ker sem itak večkrat potem dokupoval, ampak cena nikamor ne skače, ampak je stabilna, normalna rast, ki raste skladno s tem, koliko je uporaben. Se pravi, uporaben je pa še zadnjič, obljubim, danes povem, toliko je uporabnikov, pa toliko je sprejemnih mest. Se pravi, to nam omogoča ponudbo in povpraševanje v resničnem svetu, v realnem sektorju. Zdaj, povedal sem vam, da sem jaz kupil po 32, se pravi, nas je bilo pol manj. Zdaj si lahko sami pogledate tukaj v tej tabelci, kaj bi pomenil za vas, če pač nekaj danes zamenjate eno valuto v drugo, kaj bo za vas pomenil, ko bo 2 milijona uporabnikov pa 10 tisoč sprejemnih mest. Kar se bo zgodilo hitro, jaz sem sicer nočem nič napovedovati, ampak to se bo zgodilo zelo, zelo hitro, zato ker vsako podjetje težje pride od 0 do milijon, kot pa od milijona do 3. To je efekt snežne kepe. Vedno je težje nekaj začeti, pa nekaj spraviti v pogon, ko imaš ti enkrat v pogonu, je to potem to gre kar samo, praktično. Zdaj, na kakšen način lahko pridete do te naše kriptovalute? Vidite tukaj pakete, se pravi, ne morete reči, jaz bi imel pa 17 DAC-coinov, pač če kupite DAC-coine preko podjetja Success Factory, jih imate v paketih, ki so od 50 evrov pa do 5000, te zadnje dva, vidite, so prečrtana, sta šla ven iz prodaje. Jaz sem zelo vesel, da so se tako odločili, se mi zdi to zelo prav, to se mi zdi spet ena odlična poteza. Zakaj? Zato, ker ne želimo, da ima, drugače bom povedal, ne kaj ne želimo, moramo biti pozitivni, ne želimo, ne kaj ne želimo, ampak kaj želimo. Želimo, da ima čim več ljudi nekaj, ne da ima, koliko je pa v drugih kriptovalutah, peščica ljudi večino. Se pravi, to, če hočeš imeti zdrav sistem, potem moraš priskrbeti, da bomo imeli 100 milijonov ljudi nekaj, Jurja. To je veliko bolj zdrav sistem, kot pa da ima 5% ljudi, 90% nečesa v lasti. Potem imamo te težave z mahinacijami in špekulacijami, katerim smo priča danes v zoni. To na eni strani, se pravi, ne želimo pač imeti prevelikih paketov, da ljudje investirajo, ne vem, 10 milijonov, to ni za nas interesantno, raje imamo več ljudi. In na drugi strani vidite, da so tudi cifre zelo, zelo majhne, se pravi, so tudi dostopne za tretji svet. Se pravi, denar, 50 evrov, 100 evrov, 250 ne bi smel biti razlog za to, da bi se odločili, da bi odklonili to. Se pravi, so paketi dejansko res dosegljivi za vsak žep. Tukaj spod so še ene številke, 1, 2, 3, pomeni glede na to razvitost, ki sem jo zdaj poskušal vam približati, kje zdaj smo trenutno s tem DAC-coinom, je pač potrebno še nekaj časa počakati, da se ta ekosistem postavi do konca, da ljudje to sprejmejo kot dan, ker večina to še vedno vidi kot nekaj, kar bojo, ne vem, čez 2 leti prodali drago za 20 evrov,
Se pravi, tudi ljudje rabimo svoj čas, da nekaj spoznamo, da vidimo, aha, tam se da ponuditi, pa tle se da ponuditi, pa igram lahko, pa telefoniram lahko. Se pravi, zato je potreben en čas, a ne. In zato pač vsak paket, ki ga kupite, morate vezati najmanj na 1 leto oziroma največ za 3. In zato vaša lojalnost, ki ste to zdaj pripravljeni narediti, zdaj vas tudi podjetje nagradi, tako da vam da dodatne coine. Tukaj tle piše v procentih, v tej tabelici, koliko dodatnih coinov dobite kot nagrado za vašo lojalnost, da ste to pripravljeni počakati. Ne, vidite, tle do 90% lahko dobite, se pravi, še enkrat več coinov, kar pomeni, če malo si izračunate, jih lahko dobite za pol cenej, kot je pa dejanska cena, ki sem danes povedal. Evo, to je prvi del. Zdaj smo pa spet vrnili k temu Kiyosakiju, ne. Se pravi, lahko je za vas tukaj pač zaključeno, rečete, ok, vzamem en paket, vidim, da imate zdravo tole postavljeno, da razmišljate dolgoročno, in tako naprej, in je pač za vas zgodba končana. Lahko pa pač začnete svoj lasten internetni posel, ki sem vam prej povedal, da je zelo, zelo enostaven in zelo, zelo dostopen in zelo, zelo brez kakršnega rizika. Se pravi, vam pokaže še ta marketinški del, kako lahko pa z priporočanjem nadaljnjim zaslužite dodatne nagrade oziroma provizijo, oziroma za tiste, ki se boste odločili, lahko naredite tudi kariero iz tega, ne. Še enkrat, to je čisto opcijsko, ni to obvezno, lahko se pač odločite in ste samo naša stranka. Več kot dobrodošli, noben vas ne bo silil, da se odločite, da pač delite to. Na vsakem primeru vam pač priporočam, da pač vzamete en paket, boste to delali ali pa ne. Se pravi, opcijsko. Tisto, kar je fajn pri vsej stvari, je to, da je to globalen biznis. Se pravi, mi nismo omejeni samo na Slovenijo ali pa na Balkan ali pa na Evropo, ampak kjerkoli po svetu nekdo nekoga pozna, v 190 državah po svetu smo prisotni. Že v Sloveniji zdaj imamo pač ljudi in iz Afrike in iz Indije in tako naprej. Niso to zdaj še neke množice, hočem vam samo povedati, da je fajn pri biznisu, če nisi omejen na svojo vas ali pa na svoj bicirk ali pa na svojo državo, ker Slovenija je pač, dajmo si priznati, relativno majhen trg, ne. Slovenija je marketinško gledana ena majhna pikca globalno, ne. Se pravi, je super, da lahko delaš na projektu, ki je globalen, so tvoje stranke potencialne lahko kjerkoli po svetu. To, da ste naš priporočitelj, vas košta vsega 30 evrov na leto, 30,25, če sem čisto po zeleno natančen, 30,25 enkrat na leto. Ne, in to je vsa investicija, ki sem vam prej pri Kiyosakiju povedal, da sem velikokrat začel svoj lasten biznis, pa sem se denar sposodil, pa kredit najel, pa ne vem kaj, pa ni šlo, pa sem pa 3 leta pufe vračal, pa tako mislim. Glejte, za 30 evrov lahko začnete svoj internetni posel, to sem vam povedal, da je brez kakšnega rizika, ker če ste niste nič dali, potem tudi riskirali niste nič, ne. 30 evrov, verjetno se te strinjali, da ni zdaj, da ne moramo temu reči. Še strošek temu težko rečem. Danes smo šli po tisti ekskurziji dopoldanski na kavo, pa smo pa še eno rundo kave spili, pa je bilo 30 evrov, ne. Lahko biznis začel svoj, ne, recimo, ne. Tako je to poceni pri nas. Lahko delate od kjerkoli. Ta trditev je zdaj gledati, da imamo ta korona eksperiment, malo smešna, ne, da lahko delate od kjerkoli, ampak tudi to bo enkrat minilo, ne. Enkrat bo tudi tega eksperimenta konec s to korono in vse, kar v bistvu rabite, je telefon ali pa tablica in pač lahko greste kamorkoli želite, lahko delate od kjerkoli, rabite internetno povezavo, rabite se nasmehati in ljudem pokazati tole. Pa še to vam ni treba pokazati, bo pokazal nam vas nekdo drug, ki zna. Ali boste pa posnetek mu pokazali, ali pa karkoli. Skratka, lahko to naredite. Simpel je, vam vas, da si tole resen pogledate, ker je to zelo, zelo resna zadeva. Ok, in kaj zdaj lahko imate od tega? Jasno, za teh 25 evrov dobite svojo spletno trgovino, kjer so vsi tisti produkti noter, ki sem jih prej opisal, na kratko, ne. Se pravi, Forex Insider, Bank, DuckPay, DuckCoin in tako naprej, vsi tisti, ki še pridejo. Prav, imate svoj spletni webshop in ni vam treba ne skrbeti, ne za gostovanje, ne za domeno, ne za obračune. Vse, kar morate vi narediti, je, da pač ljudi povabite, da si pogledajo, kakšno ponudbo imate, ne. Kot sem povedal, povabite jih pa na ta način, najboljše v tem trenutku, ko imamo to korono, da jih povabite na webinar. Sicer se lahko tudi osebno dobimo, ampak v tem trenutku je to najbolj smiselno in te webinarje imate vsak dan, 2krat na dan. Imate dopoldne v angleščini, popoldne v slovenščini, vse bo v hrvaščini,
povejte, če koga poznate v Nemčiji, bo pač v nemščini naredili, ali pa v španščini, ali kakorkoli boste rekli, kje nekoga poznate. Se pravi, super, zato ker je za vse poskrbljeno, vse laufa, naše delo je zgolj pač povabilo, da ljudje vidijo, kakšna je naša ponudba. In kaj zdaj imate od tega? Zdaj bom zelo hitro šel skozi, ker sem danes dejansko res več želel dati poudarka tem našim produktom, predvsem tem viziji naši, ki se mi zdi super, ki je dolgoročno zastavljena za naslednjih 10, 20, 30 let, tako da ne bom se danes dolgo časa zadrževal, mogoče po 2 stavka pri vsaki od teh provizij, ki jih lahko zaslužite. Prva provizija je 10% od osebne prodaje. Se pravi, če nekdo vzame paket za 1000, dobite v ponedeljek 10%, se pravi 100 evrov. Prav ste slišali, v ponedeljek, se pravi obračunsko obdobje od nedelje do nedelje. Tako da, če jutri kakšnega povabite, imate v ponedeljek že lahko svojo prvo provizijo, to pomeni v ponedeljek 10% od vaših osebnih priporočil. Zdaj, te priporočila se postavljajo v tako imenovani binarni sistem, se pravi, gradite 2 strukture, levo pa desno, vsak od sodelavcev ima 2 strukture in bom uporabil besede mojih sodelavcev, skupina se vam bo zgodila, če se boste vi zgodili, se bo skupina zgodila. Zakaj? Ja, zato, ker tudi vaš sodelavec, ki ste ga vi povabili, ima samo 2 pozicije, levo pa desno. In tako velja za vsakega, tako da nek promet se vam bo zgodil, če se boste vi zgodili. Se pravi, če ste premaknili, ni vam potrebno zdaj cele strukture ven delati sami. Delamo skupaj kot tim, kot je Andreja zelo odlično to na začetku podala, pomagali vam bomo, ker je naš interes, da so uspešni, ker je marketing plan sestavljen, je koncipiran, tako da smo mi uspešni, samo če vi se premaknete naprej. Zdaj so neke številke napisane, tle zdaj en primer. Ljudje me vprašajo, kdaj pa moram narediti 107 pa pol pa 12, to je samo primer za na slajd. Se pravi, lahko je to v enem mesecu ali pa pol leta ali pa v enem letu. Se pravi, ta primer samo govori, da druga provizija je 10% od šibke noge, se pravi, v tem primeru bi bilo to 750 evrov, se pravi, to je ta druga provizija. Tretja, ko imate malo večjo skupino, se tudi vaše naloge malo spremenijo, se pravi, več delate na tem, da pomagate drugim ljudem, zato dobite dodatno nagrado za vodenje. Četrto je pa že, ko stopite na desno polovico, se pravi, tukaj že imate neko večjo strukturo, tukaj ste se že odločili, da bo to vaša kariera, to pa zdaj ni več postranski zaslužek in to so četrte nagrade, čisto takole fizične, od križarjenja za 2 osebe do tako zelo priljubljenega v Sloveniji Mercedesa, ki ga dobite v trajno last, se pravi, za razliko od drugih takih podobnih podjetij, ki vam rečejo, wow, Boris, koliko bi ti pridel, ti za pol leta Mercedes, če boš pa drug let še enkrat toliko naredil, ti ga bomo pa spet dali, če toliko pride. Pa nas ni tako, ki enkrat ga zaslužite, ki naredite promet, ki je za to potreben, so ključi vaši in je. Vse te nagrade so vaše v trajno last. Zadnja nagrada, ki jo bom danes omenil, je DuckPay. Se spomnite, to je plačilni procesor, ki ga dobijo podjetja, ki sprejemajo našo kriptovaluto. Za vsako sprejemno mesto dobite 100 evrov, če ste ga vi priporočili. In kasneje, ko bo to sprejemno mesto plačevalo 1% provizijo, pošlokovite tukaj spod velika večina tega denarja nazaj v skupnost. Se pravi, za razliko od kakšnega Mastercarda, kjer so ljudje takrat pred 10-15 leti hodili okrog, so imeli službo, so novačili trgovce, oni so dobili plačo, Mastercard je pa danes, ne vem, 5. ali 6. največje podjetje na svetu iz teh svojih provizij, ki jih tukaj gledate. Tak biznis je to, če vsakmu vzameš 2% ali pa 3%. Se pravi, v tem našem primeru je pa firma toliko velikodušna, da bo večino tega denarja, tega fija dala nazaj v skupnost. Tukaj so še enkrat paketi, ne bom se več ponavljal, ker me tle že utripa, da se bo baterija spraznila, pa ne bi rad v skole zapustil, da bi sam mrk dol padel. Na koncu bi vas samo še povabil, sicer je še kar daleč od tega, ampak se že zdaj veselimo, že 4 mesece naprej, bomo pač imeli event, 3. obletnico, nažalost ne bomo šli v Dubaj, tako kot lansko leto, zaradi te situacije, v kateri smo, ampak na takem eventu se ljudje dokončno poročijo, ali pa dokončno odločijo, ali pa dokončno zaljubijo, ali pa dokončno odločijo, da bo to njihova kariera. Tako sem se jaz pač v Moskvi na takem eventu odločil, da bo to moja kariera, in da bomo želeli početi samo še to, zato ker dobite širšo sliko. Zdaj gledate tle nas na webinarju, nas je 6-7, jaz sem tle govorim nekaj globalno, pa raste, pa dolgoročno,
vi zdaj še nič ne veste, kaj od tega je zdaj res. Ne upate, da je, ne veste pa še čist. Samo na takem eventu potem ljudje dobijo vision, dobijo širšo sliko in dobijo prepričanje, da oni to lahko naredijo. In dobra novica, ki jo imam za vas, je to, da tudi vi lahko to naredite. Kako vem? Ja, se že celo življenje ukvarjam z marketingom in sem že videl veliko zgodb neverjetnih, ki so jih ljudje naredili, tudi taki, ki jim ne bi dal človek, no, če se lahko tako izrazim. Tako da hvala za vašo pozornost, vidimo se ponovno v ponedeljek, kot sem rekel, so webinarji vsak dan, jutri je sicer samo v angleščini, tako če želite, lahko že jutri si pogledate tudi prezentacijo naših mojih dragih prijateljev z Avstralijo, Deva pa Fila, ob 11. dopoldne, drugače pa lep pozdrav do ponedeljka in lahko noč.